Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovornicami odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o drogah. Z menoj je zdravnica Mateja Jandl iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, vodja strokovne skupine za droge. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, junija je bilo objavljeno evropsko poročilo, analiza o pojavu drog v Evropi in ves čas se omenja velika razpoložljivost drog. Nikjer nisem zasledila, da bi bilo kaj konkretno pojasnjeno, kaj to pomeni. Pa me zanima torej od vas, kaj to pomeni, da je več drog, da je več uporabnikov, da so droge bolj dostopne zaradi tega, ker so cenejše, ker jih lahko dobavimo preko spleta. Zakaj se gre? Pravzaprav je najbrž vse to, kar ste omenili. Dejansko smo po pandemiji opazili tako spremenjen način razpečevanja oziroma prodaje drog, kakor tako na drobno, kakor tudi v smislu teh velikih pošiljk, ki prihajajo v Evropo, predvsem preko različnih pristanišč. In v Evropi se vedno bolj odkrivajo tudi laboratoriji za predelavo, izdelavo različnih drog, kar do sedaj, oziroma recimo 5, 6, 7 let nazaj, pravzaprav ni bil primer. Če pogledamo Slovenijo, ko bi pogledali prevalenco, se pravi, koliko uporabljajo prepovedane droge Slovenci, recimo od 15 do 65 let, naši podatki kažejo, da pravzaprav smo pod evropskim povprečjem, kar se tiče uporabe konoplje, heroina, kokaina. Ko pa pogledamo mladostnike, so pa naši podatki zelo drugačni. Smo pa pravzaprav v vrhu 3-4 držav EU, tako po stopnji, se pravi, koliko mladostniki, 15 in 17-letniki uporabljajo konopljo, predvsem konopljo, tudi druge droge, ampak predvsem konopljo, kakor tudi v tem, kakšno mnenje imajo, koliko je to pravzaprav ogrožajoče oziroma nevarno za njih in tudi njihovo mnenje, kako hitro lahko pridejo do neke droge, večinoma do konoplje. Se pravi, bi se lahko rekla, da so naši današnji mladostniki bolj imajo liberalnejši pogled do uporabe droge, kot 10 let nazaj. Ja. Kaj pa ne vem, če primerjamo, od 90-ih, ko se saj meni zdi, da je bilo pa to še bolj razširjeno, kot je danes? Mi opažamo v nekih teh raziskavah, ki jih delamo na NIJZ, imamo podatke iz 2 večjih nacionalnih anket o alkoholu, tobaku in drogah. Recimo, če primerjamo podatke iz prve in druge ankete, opazimo velik porast uporabe droge. Recimo pri vprašanju, koliko oseb je že kadarkoli v življenju poskusilo neko drogo, gre seveda največji odstotek tukaj za konopljo, je iz leta 2012 odstotek 15 odstotkov, od tistih, ki so odgovarjali, v letu 2018 20 odstotkov oziroma kar 21 odstotkov. Rezultati tretje ankete bodo pa pravzaprav letos, jeseni, po zimi in nas že vse zelo zanima. Ali je šlo torej samo za neko posledice epidemije, tako, ali pa če gre res za neke dolgoročnejše trende. Ja. Ker načeloma pa se, kot sem zasledila v tudi vašem poročilu, pa se ta, se pravi, odvisnost ne samo, ker tukaj je vprašanje, da kolikokrat ste poskusili, ali ste poskusili enkrat, lahko govorimo, da gre za eksperimentiranje, da gre za neko rekreativno rabo, ker delež teh odvisnikov, ki pa imajo težave, ki so odvisni ali od konoplje, od heroina, pa je nekako konstantno. Tukaj ni nekih odstopanj. Ja. Odvisnost opredelimo kot pravzaprav kronično bolezen, kjer oseba pravzaprav nekako celo življenje ima lahko težave oziroma pride do ponovitve bolezni. Tako da je res to število oseb, ki so recimo zdaj že 20 ali pa celo 30 let v zdravljenju, odvisnosti je pravzaprav ves čas konstantno. V Sloveniji je teh oseb, ki prejemajo recimo nadomestno zdravilo, ki se zdravijo v centrih za zdravljenje odvisnosti, okoli 3000, mogoče malo več. Kaj pa ta njihov naravni prirast, se pravi novi, ki se pojavljajo, so to konstantno isti?
to gre za eno tako skupino, neko kohorto ljudi, ki so verjetno zdaj že 20 let pravzaprav imajo to svojo zgodovino in so večinoma uporabniki heroina. Naša ocena, da kako ocenjujemo število uporabnikov katerihkoli drog, kot opredelimo kot problematični uporabniki, to je tisti, ki uporabljajo droge recimo vsak dan ali jih inicirajo, pa smo plus minus ocenili v Sloveniji okoli 10,000. Torej 10,000 novih? Ne, 10,000 vseh v Sloveniji je oseb, ki imajo težave z uporabo drog, ki so, rečemo tako, problematični uporabniki drog. Od teh jih je približno 4 do 6 tisoč problematičnih uporabnikov opioidov. In ja, nekako so te številke ves čas konstantne. Je pa res, da po pandemiji opažamo druge vzorce uporabe, večjo razpoložljivost, nižje cene, tako da verjetno bomo videli trend čez par let, kaj se bo pokazalo. O tem bomo še govorili kasneje, ampak tukaj pri heroinu me zanima, ker je evropsko poročilo zapisalo, da tudi po evropskih državah je konstantno število, da pa se opazi povečanje iniciranja po epidemiji, ampak niti ne heroina, ampak kokaina. In da iz tega tudi izhaja nekaj problematičnega, namreč neki lokalni izbruhi okužb s HIV-om. Ja. Bom rekla, da v Sloveniji nekako res nič od tega še nismo opazili. Opažamo seveda iniciranje kokaina, iniciranje amfetamina, raznih sintetičnih novih teh psihoaktivnih snovi, kar prinaša tveganje tako za predoziranja, zastrupitve smrti, kot tudi seveda zastrupitve oziroma okužbe z virusi. Vendar nekako v Sloveniji tega še nismo opazili. Je pa ta drug način uporabe seveda povezan tudi z neko zgodovino oziroma s tem, kako dolgo oseba jemlje drogo. Namreč, ko človek inicira drogo, je seveda učinek hitrejši, močnejši. Žal pa tudi se ga ne da tako nadzorovati, tako da je ni varnejši. Par podcastov nazaj je bila moja sogovornica Mina Paš iz Drogarta, pa je tudi dejala, da v dnevnih centrih, kjer prihajajo pač v stik z najbolj problematičnimi ljudmi, ki so na ulici brezdomci, med mladimi opažajo, da ni več te ločnice med tem, kaj je nevarna droga in kaj ne, in da tudi do heroina so postali kar odprti, ker pravi, že nekaj let nazaj je bilo to zelo tako, te sintetične nove droge, heroin pa je veljal za nekaj, kar se pač res ne dotikaš, tudi med njim, da zdaj pa se je tudi to spremenilo. Torej... Ja, tudi mi sodelujemo z nevladnimi organizacijami, kjer imajo pravzaprav največ stika res s terenom in z mladimi. V Sloveniji smo naredili raziskave tako med uporabniki drog, to je bila ena večja evropska raziskava, ki smo se ji tudi v Sloveniji 2021 priključili, odzvalo se je več kot 2700 oseb. Tukaj smo videli, da seveda je največ 93% oseb odgovorilo, da jemljajo oziroma uporabljajo konopljo, ampak odstotki za kokain so bili recimo 40%, za nove psihoaktivne snovi od 8 do 10%, zelo pravzaprav eni taki podatki, ki jih za temi velikimi raziskavami, ki so nacionalne, težje dobiš. Vidimo tudi, da je večja uporaba kokaina, tudi heroina, iz rezultatov odpadnih vod. To je en tak hiter podatek, ker vsi naši podatki so pravzaprav z letom ali celo 2 zamikah, ker mi te podatke zberemo, obdelamo. Tako da največji, se pravi, zbiratelj oziroma podatke hranimo in zbiramo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Imamo pa te dodatne vire podatkov, kjer res vidimo, da se je predvsem res od pandemije situacija začela spreminjati. To, kar ste rekli s temi mladimi osebami, gre tudi v
nekako kontekst tega, da je vedno več brezdomstva med uporabniki drog, kakor tudi javne rabe, se pravi na javnih mestih. Vidimo, da je tudi po Ljubljani, tudi po nekaterih drugih večjih mestih ta problematika bolj vidna, kar včasih ni bila. In res je, dobili smo podatke, da je več mladih, ki so nekritični, tako da gotovo gre za nek pojav, ki ga bo treba širše družbeno nasloviti. Kakšne so tukaj neke preventivne možnosti? Ja. Ste delali na odpravljanju vzrokov ali ne vem, na preprečevanju posledic? Zdaj, kadar se pogovarjamo o neki preventivi, mi vedno rečemo, da najpomembnejši dejavnik uporabe drog je seveda dostopnost, oziroma, ko je neka droga dostopna, je logično, da se je bo več uporabljalo. Tako da tukaj sodelujemo seveda tudi z policijo, s carino. Vidimo pa, da so načini razdeljevanja oziroma preprodaje se tako spremenili, da verjetno je tudi v celi Evropi oziroma pravzaprav na celem svetu, se situacija rapidno lokalizira očitno. Tako. Kako, ja. Ja, in se slabša. Ampak vseeno kokain, heroin pač težko verjetno, ne vem, prideluješ doma oziroma pač v nekih laboratorijih pridejo, to so veljavljene poti. Vemo, da so 2 leti nazaj talibani prepovedali proizvodno maka v Afganistanu in je padlo za 95% več proizvodne, ampak očitno so se pojavili nove države, ki so to začele vzgajati. Ali kako? Ja, ali cena heroinu tako narasla? Kaj se je zgodilo? Zaenkrat še ne. Zaenkrat je razlaga ta, da je še vedno dovolj zalog opija v Afganistanu in da pravzaprav se bo ta ukrep talibanske vlade pokazal šele konec letošnjega leta oziroma naslednjem letu. Opažamo, da je pravzaprav velik potem tudi premik v uporabo teh novih psihoaktivnih snovi, ki lahko oponašajo učinke tako teh depresorjev, se pravi opioidov, kot tudi stimulansov, kokaina, amfetamina, in so to neke kemične spojine, ki so vedno nove in so pravzaprav na razpolago glede na učinek. Tako da skrb je, da bo seveda prišlo zaradi povpraševanja do ponudbe sintetičnih opioidov, kar pa vidimo, da so toliko nevarnejši in kakšno škodo za javno zdravje in seveda za tudi individualno zdravje povzročajo v ZDA, v Kanadi. Tako da tudi v Evropi, zdaj v tem poročilu sem prvič slišala za roza kokain. Zakaj je to? Zakaj se gre? Tako ime ima. Ja, ime je tako, da res si človek zapomniš. Ja. Zanimivost je ta, da gre pravzaprav kot za neko prilagoditev trgu. Recimo v Južni Ameriki je to zmes nekaterih drugih stimulansov, velikrat primešajo tudi psihedelike. V Evropi je to ponavadi mešanca ketamina, ekstazija, lahko tudi kokaina. Kot da bi šlo za nek način tak prilagoditev res trga. Nek nov proizvod. Nek proizvod, tako, ja. V teh novih drogah, ne vem, 3-MMC, pa sladoled, pa so velikrat tudi, pa ves čas se nove pojavljajo neke snovi, ki so ki so zakonite, dokler se jih ne prepove, kemiki to spretno izkoriščajo, to preprodajo in potem se to prepove in pride nova droga. Je to dobro, ta prepoved, ker tako se zdi, da ne najbolje, ker tako saj veš, uporabniki vejo, kakšen učinek ima, kaj jim paše, kaj jim odgovarja, tako pa potem vedno nekaj novega probavajo, verjetno, ali ne? Je tako vprašanje, ves čas se tehta pravzaprav, ko je nekaj prepovedano, verjamemo, da je vseeno učinek prepovedi za določen ali pa za večino oseb nekaj, kar upoštevamo. Ljudje smo večinoma tako narejeni, da upoštevamo prepovedi. Tako da nekako je to seveda zakonodajni postopek, ki nam to omogoča. To, kar ste pa izpostavili, je pa seveda kar eno kolo se vrti. Nekaj je dovoljeno, pa je prepovedano, pa pride novo na trg, pa se res na tak način. Zdaj, kako želimo zavarovati osebe, da seveda bi vedle, kaj uporabljajo, oziroma bi bile vsej
previdne, je sistem, ki je uveljavljen tako v EU, kot tudi v posameznih nacionalnih državah in tudi v Sloveniji ga imamo. To je tako imenovan sistem early warning sistema, se pravi sistem zgodnega obveščanja, kjer v Sloveniji deluje več deležnikov, tako laboratoriji, policije, carine, sodne medicine, kot tudi nevladne organizacije in skupaj zbiramo te podatke in jih potem dejansko delimo, ko ugotovimo, da se je pojavila neka nova psihoaktivna snov ali nevarna, ali da je v neki mešanici nekaj drugega, kot se prodaja. In dejansko potem te informacije pridejo do posameznikov. Razdelimo jih med območne enote NIJZ, centre za zdravljenje odvisnosti in nevladne organizacije, ki potem posredujejo uporabnikom informacijo, kaj je na trgu, kaj se prodaja, kaj je. Tako da jaz mislim, da je ta storitev dobra. Tukaj zelo pomembne so nevladne organizacije, ki izvajajo storitev testiranja drog. V Sloveniji lansko leto je več kot 900 vzorcev bilo testiranih, to prinesejo uporabniki, ker ne vejo, kaj so v resnici kupili, in s testiranjem tega pravzaprav res tudi vidimo, kaj je na trgu, kakšne so to mešanice, ali so nevarne, ali so škodljive. In ta informacija je pomembna, da pride do uporabnikov, ker je res neke vrste zaščita. In načeloma so druge v redu, dolgoročno. Naj bi, mislim, da je tudi Mina Paš razlagala, da je neka čistost, nimamo slabega trga tega, saj to, da nimamo nekih. Tako. Ja. Večinoma je to, kar, ali pa vsej v nekem delu, kar ljudje mislijo, da kupijo. Bojimo pa se, seveda, bojimo se nekih lažnih oziroma vzorcev, kjer bo zelo visoka neka koncentracija nečesa in je lahko tudi usodno. Kaj pa recimo sam ketamin, prej ste ga omenila, zdaj ravno čez vikend je bila novica znanega igralca iz serije Prijateljev, ki ga je v bistvu ketamin ubil, zdaj se sumi, da je šlo za načrtno. No, ta ketamin se je zelo razpasel, postal zelo popularen, ga je v bistvu zapomerjevalo, tega se ne da niti prepovedati, ker je preveč razširjeno. To je v bistvu legalna uporaba, legalna prodaja ketamina, ali kako je s tem ketaminom? Zdaj, kot legalno, seveda je, ker je zdravilo, je pravzaprav tisti, ki je na trgu, je ilegalen. A je bil pridelan ilegalno? Ali pa je bil ukraden oziroma vzet z drugim namenom? Veliko zdravil pravzaprav pride na ilegalni trg. Za zlorabo v bistvu. Tako, na neke različne načine, kjer se prodaja potem vsa pomirjevala, tudi opioidna zdravila za zdravljenje bolečine, pridejo na tak način. Eden od načinov, kako mi spremljamo oziroma naredimo neko oceno, koliko je neke snovi v Sloveniji, je ta način, da zbiramo podatke, koliko je bilo recimo v teh storitvah testiranj, vzorcev prinešenih, in recimo v lanskem letu teh več kot 900 vzorcev prinešenih je recimo ketamin bil prisoten v približno 30 vzorcih. Potem v letu 2022 je od oseb, ki so bile recimo zastrupljene in so iskale pomoč na UKC Ljubljana, so bile to 3 osebe, ki so bile zastrupljene s ketaminom. In tudi ta odstotek ljudi, ki v teh anketah potem pove, koliko je te uporabe, vidimo, da pravzaprav v Sloveniji še ni toliko popularen, oziroma ga še ni toliko. Na enak način potem poiščemo informacije glede fentanila, ki je tudi velika skrb. Tako da ocenjujemo. To pa je nadomestek fentanila? Ja, tako, to je v bistvu opioid, ki je zelo močen, zelo potenten, močnejši od heroina, sintetičen in se res zaenkrat v Slovenijo še ni prikradel. Kaj pa menite o zadnjem referendumskem rezultatu o konoplji, kar veliko ljudi se je izrazilo, da želelo v bistvu in v medicinske in v osebne namene? Kot zdravniki, ki pravzaprav skrbimo za zdravje populacije, mislimo, da je to
korak nazaj oziroma uporaba konoplje tudi v rekreativne namene predstavlja neka tveganje za zdravje, tako posameznikov kot tudi cele populacije. Tukaj predvsem seveda imamo v mislih mlade, mladostnike, ki imajo že tako verjetno neke težave z duševnim zdravjem. Potem, kot vemo, da je to po koroni oziroma po tej pandemiji se to še toliko bolj izrazilo. In vemo tudi iz izkušenj držav, predvsem Kanade, ZDA, da je pravzaprav pride do žal, se poveča stopnja oziroma uporaba tako med odraslimi in mladostniki, pride do tega, da se trg prilagodi temu in ponudi izdelke, ki imajo zelo visok odstotek THC oziroma te psihoaktivne snovi, da ilegalni trg ne izgine. Tako da zdaj zaenkrat pri nas na tak način, kot smo na referendumskem vprašanju se izjasnili, za osebno rabo je to seveda drugače. To ni tako, kot je v ZDA oziroma v Kanadi, kjer je to pravzaprav res nek produkt, ki ga tržijo in te zasipavajo z njim. Skrb je seveda, da bo potrebno paziti, da otroci ne pridejo do tega. Predvsem v ZDA vidimo, da je veliko zastrupitev otrok, ker pač imajo starši to doma. Seveda, in to je težko, če nisi res skrben, zanesljiv, oziroma ko verjetno tudi vzameš psihoaktivno snov, je težje potem poskrbeti za varnost otrok. Pozna se tudi v prometu, tako da kar se tiče tega, do tega, da je seveda tudi po 18. letu se možgani še vedno razvijajo in da je uporaba drog pri mladih tista, ki lahko poslabša duševno zdravje, tesnobe, tudi psihoze. Po raziskavah vemo, da vpliva na učni uspeh, na socialno to vključenost v družbo, v neke te ambicije akademske. Mislimo, da je to korak nazaj. In tudi iz tega nekega čist splošnega vidika, ko je nekaj prepovedano, je prepovedano in imamo nek strah oziroma se drugače. Čeprav eni pravijo, da je pol slajše, posebej za mlade. Ja, gotovo. Jaz mislim, da tako kot smo različni ljudje na različnih področjih, smo seveda tudi tukaj, kar v svojem odnosu oziroma določen odstotek mladostnikov živi ali pa jih pritegne nekaj, kar je tudi prepovedano, oziroma seveda mladost je tudi čas, ki se eksperimentira in uporablja v rekreativne namene. Skrb je za tisti odstotek, ki pa jim to vseeno škodi. Večini to seveda ne škodi. Rekreativna uporaba oziroma neka uporaba v mladosti izveni in v odrasli dobi so to zdravi ljudje, ki nimajo težav z odvisnostjo. Pri določenem odstotku mladih pa to privede do odvisnosti, ki je pač nekaj, s čimer se lahko ukvarjajo par let ali pa mogoče tudi kasneje kdaj v življenju jim lahko to škodi. Kadar pa recimo se to poslabša v smislu duševnega zdravja, je pa seveda neugodno. To pomeni pač, da boš težje sledil, ali študiju ali svojim prijateljem v nekih dejavnostih, tako da verjetno to, razmišljam, ali pač za ta odstotek ljudi prepoved ali ne prepoved sploh igra kakšno vlogo, ali bi vseeno pač našli pot do te, saj droge so tukaj prisotne med nami že od začetka človeštva. Verjetno je človek vedno iskal neke bližnjice do svojeg stanj. Zdaj bomo gotovo, pač verjetno, to še bomo videli zdaj, kako bo pač ta zakon, oziroma kakšna bo situacija, pravzaprav moramo počakati, ampak bomo delovali tako, bomo morali delovati tako, kot je z alkoholom in tobakom, pravzaprav nekaj je prepovedano in bo treba pač te prepovedi upoštevati. Ker sicer ne vem, zdaj bom na pamet rekla, popravite me, če sem napačno, ki je prav zakon, ki omeji uporabo alkohola, nima nekih vplivov, da bi bilo manj težkih primerov alkoholizma. Torej, na ta del ni vplival, Ja. Zdaj,
Problem je, ko začneš ali piti alkohol ali uporabljati konopljo pri mlajši kot si, ne vem, pričakuje se, da boš imel večje težave v starejši dobi, tako da predvsem želimo nasloviti mlade in potem seveda spodbujati zdrav način življenja, predvsem spodbujati pravzaprav ves čas se pogovarjamo o drogah, pa o številkah, pa o trgu, pa to. Ja. Kaj pa vzroki? Se pogovarjamo tudi o vzrokih. Ja. Zakaj sploh privede do tega? Več bi se pravzaprav morali pogovarjati o preventivi. Tako da, tako kot ste rekli, o vzrokih oziroma teh načinov, kako lahko že pravzaprav pri družinah oziroma pri načrtovanju družine, pri majhnih otrocih, v šolah, vrtcih se pravzaprav začne preventiva. In takrat ne govorimo o drogah, takrat govorimo pravzaprav o kvalitetnem času, ki se preživi v družini, o čustveni, socialnih kompetencah, zrelosti, kako bo res otrok se opremil, da bo zmogel vse te različne pritiske, ki seveda smo jih vsi deležni, ampak mislim, da je v tem času digitalnem, ki je res tako hiter in tudi v smislu teh digitalnega sveta, ki je že dostopen mladim in vidimo, da je tudi zelo zasvojljiv, kaj to pomeni za zdravje mladih otrok in mladostnikov. Tako da ja, preventiva pravzaprav se vrši tako v vrtcih, šolah, ampak na tak način, se pravi, opremiti otroke, socialne kompetence, čustvena zrelost, prepoznavanje svojih reakcij. Vloga družine je zelo pomembna, tukaj smo nekaj časa pravzaprav na to pozabili, smo otrokom govorili o drogah, jim kazali droge, zdaj vemo iz raziskav, da nič od tega ne deluje, pravzaprav deluje ravno obratno, je škodljivo. Na kakšen način smo jim kazali droge, razlagali o drogah? V šole so vstopali posamezniki, včasih celo bivši odvisniki, porabniki drog ali pa policisti, ki so govorili o svojih izkušnjah ali pa celo pokazali, kako izgleda kakšna droga. Zdaj vemo iz raziskav, da je to pravzaprav kontraproduktivno, da je treba govoriti pravzaprav o zdravem načinu življenja, podpirati to, seveda. Tako se mi zdijo zanimivi, presenetljivi ti podatki po epidemiji, da pač delež raste, ker vseeno se mi zdi, da je ta prizma zdravega življenja tudi med mladostniki zelo dobro sprejeta. Ja. Tako, če primerjam svojo generacijo, ko smo bili mlajši in zdaj se mi zdi veliko bolj zdravo preživljajo prosti čas. Ja. Veliko te ulične razpršenosti, pa posedanja po ulicah, pa tako, ne vem, se mi zdi, da vsi zelo strukturirano preživljajo svoj prosti čas na različnih delavnicah, plavalnih tečajih, ne vem. Ja. Zgleda, da je nekje en ventil, očitno, ta 10 let nazaj je bil ta binge drinking, se pravi to pretirano pitje, ne samo za vikend, kot neka sprostitev, potem pa zopet šola in študij. Izgleda, da je ta nekritičnost se preselila tudi v odnosu na droge. Tako kot ste rekli, naša generacija si ne znamo predstavljati, da bi pravzaprav nekaj, kar kupiš preko spleta, pride iz Kitajske ali ne vem, Indije in boš kar poskusil to. Nič ne veš, kaj si. Ne moreš zaupati. Popolnoma ne moreš vedeti, kaj si kupil. In probaš. Zelo so se spremenili te vzorci, kako paziti nase, kaj je varno, kaj ni varno, oziroma res kot nek ventil, kjer je pravzaprav vseeno, potem se pa... Mislite ventil tega, da so mladi mogoče preveč okupirani z vsem šolo, z aktivnostmi? Verjetno. Je ta čas drugačen, kot je bil 30-40 let nazaj, pričakovanja so drugačna, hitrost življenja je drugačna. Kar je bilo zanimivo med pandemijo je bilo, da smo opazili, da je pravzaprav v tem prvem valu, ko je pa bilo pomanjkanje droge, prišlo do tako imenovane zamenjave odvisnosti. Se pravi, ko osebe, ki so bile zasvojene, so zasvojene bile za drogo, drog ni bilo, so pravzaprav kar prešle v drugo neko odvisnost oziroma neko drugo odvisniško vedenje. Ali je to alkohol, ali je to gambling, ali neke digitalne vsebine, pornografija, se pravi, kar nekaj, smo videli, da je pravzaprav to zelo
tako fluidno področje. Torej, da ne gre za droge, ampak gre za to v človeku. Tako, za način nekako ali na nek način sproščanja nekih svojih osebnih težav, prilagajanje na življenje, neke duševne težave oziroma neke sprostitve, ki pač se res prilagodijo glede na situacijo, v kateri so. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da je preventiva izredno pomembna. Za preventivo se nameni 18 milijonov. Meni se zdi to kar nekaj denarja, tako malo. Verjetno vi mislite, da bi bilo potrebno še več. Moram reči, da to še niso vsi stroški. Tukaj v teh 18 milijonih recimo želimo te podatke še izboljšati. Nismo zajeli recimo niti hospitalizacij, recimo, tukaj bo gotovo velik strošek. Nismo zajeli. Ampak to ni preventiva, to je že bolj odpravljanje posledic. Ampak teh 18 milijonov ni samo za preventivo. Za preventivo je približno recimo dobra polovica. Ostalo je recimo delo teh centrov za zdravljenje odvisnosti, potem policija, naše delo. Tako da, bi rekla, da 10 pa do 12 milijonov pa gotovo je, za preventivo. A bi rabili več mogoče še teh centrov? Kje so največji izzivi na vašem področju? Največji izzivi so pravzaprav, vidimo mladi, se pravi, mladi, ki se soočajo z prvič ali pa v zgodnjih letih ali z drogo ali z neko to rekreativno uporabo droge, se pravi teh storitev za svetovanje, tudi za starše, kako starši, kako odreagirati, kaj storiti, kako se odzvati. Tukaj vidimo, da je premalo nekako teh storitev, gotovo je tukaj nekaj, kar še lahko izboljšamo. Potem, nove psihoaktivne snovi oziroma predvsem stimulansi ali pa celo kokain, če lahko rečemo, je tisti, za katerega pravzaprav nimamo takega klasičnega načina zdravljenja, kot ga imamo za heroin. Pri heroinu se dobi nadomestno, ampak to je isto neka zasvoljenost pol. Ali je to res zdravljenje? Ali je to Je zdravljenje, je v bistvu seveda nadomeščanje te snovi, ampak je zdravljenje v smislu, da so osebe v procesu tako psihološke, socialne obravnave oziroma... Ampak morajo ves čas imeti to zdravilo. Ampak zdaj... To je kot neka antidepresiv ali gre za... Ne, prav za snov, ki oponaša delovanje recimo heroina. Ampak je, seveda, človek ne pride v stik z kriminalno združbo, lahko, ko je ta odmerek tak, da je pravilen in ga lahko oseba nekaj časa vzdržuje, je to zaželjeno, da osebe gredo v šolo, nadaljujejo z šolanjem, službo. Se pravi, neko življenje navadno, normalno v skupnosti za to podporo. Tako da to je tak idealen in veliko oseb, ki so v zdravljenju, to doseže in je to uspeh in želimo, oziroma je kot... Je to še vedno metadon ali so to zdaj kakšna nova zdravila? So še tudi nova zdravila, so tudi zdravila, ki se lahko dajo kot nek depo, v neki obliki, da delujejo recimo en teden ali pa en mesec, kar omogoči osebi, da še bolj lažje živi normalno življenje. Se pravi, ne rabi vsak dan priti in vzeti tega zdravila, ampak lahko živi svoje življenje normalno. Tako da zdravljenje je zaželjeno, je tisto, ki pravzaprav ščiti pred okužbami s hepatitisom, z HIV-om, ščiti pred predoziranji, ščiti pred umrljivostjo. Tako da je to nek uspešen program. Prej so govorili še o izzivih, ki jih imate kot javni načrtovalci nekih politik preprečevanja zasvojenosti. Kaj bi se še dalo, kaj bi se mogoče vi prizadevali, če bi bilo tega denarja več oziroma vseh virov? Verjetno ni problem samo denar, tudi kadri, prostori, inovacijske ideje tega.
Kar je v Sloveniji že uvedeno, pa si želimo in delamo na tem, no, da bi se še bolj razširilo, je tako imenovan naloxon za domov. To je en tak program, kjer v centrih za zdravljenje odvisnosti delijo to zdravilo, naloxon, ki je pravzaprav nek antidot, se pravi snov, ki obrne potek dogajanja. V primeru, da se oseba predozira z opioidi, je to zdravilo tisto, ki pomaga, se pravi, prekine to zastrupitev. In je v obliki takšnega nazalnega spreja in si prizadevamo, da bi tako osebe, ki jemljajo opioide in tudi njihovi svojci, prijatelji, to imeli pri sebi. To je en tak odgovor, ki je tudi v svetu priznan in rešuje življenje. Se pravi, ko vbrizgamo to v nos osebi, za katero sumimo, da se je predozirala z opioidi, jo lahko rešimo življenje. Tako da to je nekaj, kar želimo zdaj. In to centri imajo, ni pa dobavljivo na recept, to si želite, čeprav razumem? Centri imajo, razdelijo svojim uporabnikom. Je pa mogoče tukaj dobro, da povemo, da je pa to dostopno tudi na bel recept. Dva odmerka sta v eni škatlici in stane okoli 27-28 evrov, tako da to lahko dobi kdorkoli, se kupi, dobi pri svojem zdravniku. Se pravi, brezplačno pa dobijo tisti, ki so vključeni v program. Tako. Tako da, če bi kdo kot svojec želel si to kupiti, lahko dobi na bel recept pri zdravniku, to lahko predpiše kdorkoli, zdravnik. Pa kakšni preventivni programi pri uporabi konoplje in drugih sintetičnih novih drog? Zdaj preventiva je tak širok pojem. Preventiva v ožjem pomenu seveda pomeni, razmišljamo o tem, da se ukvarjamo pri otrocih, pri družinah, ampak preventivo izvajamo tudi v delovnih organizacijah, recimo, lahko to pomeni različne aktivnosti, pri nekaterih delovnih organizacijah tudi testiranje urina, recimo na droge. Lahko to pomeni tudi aktivnosti v smislu, kako recimo mesto ali pa država oblikuje recimo ulice ali pa naselja. Vemo, da je to tako imenovana okoljska preventiva tudi zelo pomembna. Čeprav ne gledajoče luči v parku bodo spodbudili porabo. Tako, ali pa več zelenih površin, več športnih površin. Tako da je to delovanje lahko na več ravneh. Tako na ravni mest, države, neke te infrastrukture, potem se tukaj vključujejo šole, vrtci seveda. Mi vedno potem nagovarjamo družine, vsak seveda starš gotovo želi za svojega otroka najboljše. In je treba se tudi tukaj kot starš opolnomočiti, kaj narediti. Želimo več, da je več teh storitev, da se tudi starši lahko nekam obrnejo, oziroma nekih teh linij, kjer lahko... Zdaj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem šla za hec pogledati te teste za droge. To je zdaj postalo zelo poceni. Tako nekaj evrov lekarni stane test na vse druge, tako da tukaj starši imajo močno, če sumijo kar močno orodje, včasih tega ni bilo. Absolutno. So bili ti testi precej dragi in si starši niso mogli vsak petek zvečer privoščiti tega. Gotovo je neka... Kaj pa je to pocenilo? To je bilo tukaj nek napredek, to res zdaj stane nekaj evrov, niti ne čez 10 evrov. Verjetno tudi ponudba večja, da je to pocenila. Gotovo je to eden od načinov, da pravzaprav držimo kogarkoli, imamo v obravnavi k temu, da se drži nekih dogovorov, so te testi tisti, ki pomagajo. No, pa tudi za starše, da opazi, da se z otrokom nekaj dogaja. Gotovo pa je potem smiselno, da nekje poiščejo pomoč. Obstaja vseeno dosti programov, dosti nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, v šolah, strokovne svetovalke, kjerkoli je fino, da se mladega človeka podpre in čim prej poskusi
ugotoviti, kaj je pravzaprav problem. Ker gotovo je tisto obdobje, ko je to ali iz radovednosti ali socialni pritisk, je hitro mine, a ne. Če pa gre za to, da si mladi s tem pravzaprav lajšajo neke svoje duševne težave, ki so pravzaprav bile že prej in je to neka vrsta pomoči, za katero mislijo, da jim pomaga, gotovo je boljše nasloviti tiste druge težave, a ne? Ali so to neke duševne težave, ali težave v družini, ali v šoli. Je smiselno na tak način, no, odreagirati. Kaj pa menite ali pa kako se ukvarjate, spremljate to področje uporabe zlorabe zdravil za namene produktivnosti oziroma večje kreativnosti in začne se že v šolah, še znano je zahtevne smeri pravo medicina, študenti uporabljajo Ritalin, Modafinil, različna zdravila za to, da so pač dalj časa po koncu se bolj učijo in potem tudi ta neka podjetniška startup scena je začela s popularizacijo mikrodozinga, ker gre pač za uporabo majhnih delčkov psihoaktivnih snovi, ko ni zadetosti, je pa samo ta neka sposobnost umska. Kako gledate na to, kaj? Kot podatke, recimo imamo iz leta 2021, vem, da se je izvajala anketa med študenti fakultete oziroma Univerze v Ljubljani. Nekaj čez 300 je odgovorilo študentov in 17 od teh je pravzaprav reklo, da uporabljajo neko novo psihoaktivno snov za namen nekega boljšega počutja ali pa tudi izboljšane umskih sposobnosti, kognicije, gre za v bistvu spodbojevalce kognicije. Ja, to je neko področje, ki je verjetno se širi tako, kot se širi tudi pravzaprav, oziroma kot gledamo, kar sva se pogovarjali prej, tudi konoplja za osebno rabo. Zdi se nam, da lahko sami upravljamo s svojim življenjem, razpoloženjem, sposobnostmi, kako se bomo počutili. Dejansko verjetno jaz mislim, da je to neko ogledalo tega, kako se kot družba razvijamo, da postajamo res individualisti, poskrbimo zase, vemo, kaj je za nas, ne bojimo se to vzeti, poskušamo. Predvsem ves čas želimo, da nam je dobro. Tako, želimo, da nam je tako. Ja, tako kot ste rekli. Mi znamo mogoče sprejeti, da pridejo tudi slabo obdobja žalosti. Tako. In krmariti med tem, vedoč, da nekdo drug, ki je mogoče tvoja konkurenca, res na fakulteti ali ne vem kje, pa to jemlje, je mogoče res neka taka stiska, da se potem mladi tega poslužujejo. In Proto je tudi na strokovni ravni veliko teh člankov znanstvenih, akademskih, kjer diskutirajo, torej ta možganski doping spremljiv ali ne. Recimo Amerika, Zahodna Evropa imajo veliko teh primerov, mislim, je to tako zelo že pereč problem oziroma znanstveni krogi veliko raziskav pišejo o tem in tako ne bi bilo kar razširjeno. Pri nas se mi zdi, da mogoče to je, ampak da sploh neka univerza ljubljanska, vem, je že pred tem majhno anketo izvedla 300 uporabnikov, tako v bistvu ne vemo, kaj se dogaja, pa kako je razširjeno. Ne, pravzaprav ne vemo. Je skrito. Mi dostopamo recimo z različnimi anketami do različnih skupin prebivalstva. Prav za kokain recimo nekako nimamo pravega dostopa do vseh populacij. Nekatere uporabnike, tisti, ki, kot ste rekli, ali so to v gospodarstvu ali v šolstvu, jih pravzaprav ne najdeš, kako, ali pa tudi nimajo interesa odgovarjati na taka vprašanja. Recimo tukaj vidimo edini tak dober, oziroma eden od dobrih rezultatov, da lahko nekaj ocenimo, so recimo te odpadne vode. In vidimo, da recimo poraste med vikendom seveda, v odpadnih vodah vsebnost vseh drog in potem med tednom spet upade. Tako da Ker tukaj se gre tudi za etično dilemo, če vemo, da pri športnikih ne dovoljujemo vnosa teh snovi za povečanje mišične mase, torej ali je to etično sprejemljivo, ampak smo potem že na tem, ali potem etično kavo piti. A ni tako? Mislim, kje ta meja potem naravno, nenaravno?
Verjetno, tako kot ste rekli, a ne, je to res tudi z alkoholom, a ne, v nekem nizkem odmerku so ljudje euforični, ko pijejo alkohol. A ne. Je to neka želja, da uravnavamo svoje razpoloženje, svojo učinkovitost. Jaz upam, oziroma seveda tudi iz podatkov vemo, no, da večji delež seveda recimo teh študentov potem nima nekih težav zaradi tega. Kot sva se prej že pogovarjali, pa obstaja določen odstotek mladih, ki pa bodo zaradi tega imeli lahko težave ali pa celo razvili odvisnost zaradi tega. Tako da Jaz torej sklepam za konec morda, da ni cilj javnih politik vas iz NIJZ, da bi absolutno prepovedali in preprečili to, ampak bolj je ta cilj, da pač skrbite za ta odstotek ljudi, ki jih to utegne, na katere to utegne imeti pač hujše posledice, to preprečiti, a ne? Mi seveda tiste snovi, ki so prepovedane, verjamemo, da je dobro, da so prepovedane, oziroma da ostanejo prepovedane. Ravno zaradi tega, da je za veliko večino ljudi prepoved vseeno še tisti imperativ oziroma tisto, kar upoštevamo. Tudi, ne vem, v prometu se tega držimo, ali pa ne vem, kje, tako družba deluje. Pa izkoreniniti, mogoče ne prepoved, nisem dobro beseda, izkoreniniti, ni vaš cilj izkoreniniti tega, ampak ker itak vemo, da je verjetno nemogoče to, če je to človeku tako močna želja po spreminjanju te zavesti. Je pa zaskrbljenost vseeno velika, predvsem, ker vidimo, kakšne so posledice v ZDA, recimo ta fentanilska kriza je zajela toliko ljudi, da je pravzaprav v njihova vlada oziroma zdravstveni sektor bije plat zvona, to vpliva tako na zdravje že celotne populacije oziroma tega, kakšna je njihova pravzaprav umrljivost, ker je res tudi toliko ljudi izgubilo življenje zaradi predoziranja. Politike oziroma tudi mi, kot javnozdravstveniki oziroma na NIJZ spremljamo seveda celotno situacijo, opozarjamo, sklepamo iz nekih podatkov, kaj se dogaja, priporočamo, kaj je smiselno uvesti, kateri so tisti ukrepi, ki so učinkoviti. In seveda je na eni strani omejevanje škode, pri tistih, ki že jemljajo, je seveda treba omejiti škodo v smislu zastrupitev, smrti, nalezljivih bolezni. To je nekaj, za kar skrbimo in v Sloveniji zelo dobro skrbimo za to. Tukaj ni težav, mislim, da res smo lahko zadovoljni z to situacijo. Potem je tukaj zdravljenje, kjer si želimo, da seveda čim več ljudi, ali so v zdravljenju ves čas, ali pa da tudi prenehajo z tem, in se vrnejo kot rehabilitirani posamezniki nazaj v družbo, delajo, imajo družine in to. In potem seveda ta velik del, o katerem sva že govorili, preventiva, se pravi, da smo kot družba zavezani temu, da smo zdrava družba, da želimo zdrave mlade, ki bodo imeli perspektivo, veselje, nekaj pred sabo, kar bodo načrtovali in jih ne omejujejo, duševne težave ali odvisnosti. Se pravi, tudi ta, naš celoten pogled oziroma mnenje kot družbe je pomembno za mlade, da Trenutno ni ravno najlepši čas, tako se zdaj vse črno in tudi mladi to verjetno veliko. Gotovo. In vidimo, da se pa temu prilagaja seveda pa tudi trg, tako ta kriminalni trg, kot verjetno tudi trg, vidimo v ZDA, trg konoplje je pravzaprav legalen trg, kjer je to big business, kot rečemo. Tako da... Kaj se mi zdi tudi zanimivo, zdaj sem se spomnila, pred časom sem pripravljala nek članek o stanju klubov in lokalov v Ljubljani, čisto tako, in sem govorila potem z vodjo večjih lokalov v Ljubljani in je rekel, da je pač obiskovanje klubov postalo popolnoma nezanimivo za mlade, da to ni več zadeva, ki bi bila popularna, klubi so prazni, tudi ni zaslužka več službe. Kar se mi zdi zanimivo, ker včasih tako velja, da so pač droge pa to, zdaj ti mladi to čisto drugače očitno konzumirajo. Več je res bolj na ulici, kot ste prej rekla, doma si ne predstavljam, verjetno ne živijo sami tako. Ali na ulici...
Doma tudi verjetno na nek način mogoče se to tako uredi, da jih je več skupaj doma ali pa kjer ni staršev. Ja, je tak način spremenjene uporabe, prav ta individualizirana, kot smo tudi rekli, tudi v samoti, ljudje vidimo, pijejo alkohol, jemljajo droge, tudi digitalni svet je pravzaprav nas omejil, da si sam, sicer si povezan na nek način, ampak si ti sam s tem svojim, ali telefonom ali s računalnikom. Ta nek skupnost ali skupno dobro ali nekako se je spremenilo naše videnje tega. Tako da tudi recimo vidimo, da veliko res smrti zaradi uporabe drog je doma. Ni tisti stereotip, da je to nekdo pod mostom, kot si mislimo, ampak večina ljudi je pravzaprav v Sloveniji v zadnjih letih umrlo doma zaradi uporabe drog. Hvala za pojasnila, stališča. Ja, z veseljem. Hvala za vabilo. Se vidimo prihodnjič.